Novi časi, novi športi, nov razred. Fabija, nova Škoda. Gledalci in gledalke, dobro večer in dobrodošli v športni sceni. Slovenska je bila ta teden bolj ali manj v znamenju nogometa. Klubi so namreč začeli s pripravami na spomladanski del sezone. Mednarodno dogajanje pa so zaznamovali predvsem tekme v alpskem smučanju. Seveda smo z zanimanjem spremljali oba današnja slaloma. O tem se bova nocoj pogovarjala tudi z gostom Dušanom Blažičem, vodja ženskih smučarskih reprezentancije, in po napovedniku začnemo. S pripravami na spomladanski del sezone so začeli nogometaši. Tako pri Olimpiji, ki je jesenski del končala na prvem mestu, kot pri branilcu naslova Mariboru imajo en sam cilj – naslov državnega prvaka. Avstralija je te dni v znamenju tenisa, Jelena Dokić pa je še pred začetkom prvega turnirja za Grand Slam poskrbela za afero. Šesto zaporedno zmago na slalomski tekmi je Hrvatica Kostelić prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Njena popularnost dosega vrtoglave višine. Janica je že tretje leto športnica leta na Hrvaškem, zdaj je res v tem trenutku je zvezda, mislim, lahko to mogoče primerjamo s časi, ko je Ivanišević bil v vzponu. V reportaži z vztrajnostnega relija Paris-Dakar pa boste videli, zakaj velja ta preizkušnja za najtežjo na svetu. Kot že rečeno, nedelja je bila v znamenju slalomov, ženskega v Flahavu in moškega v Vengnu. Oba pa sta bila na nek način zgodovinska. Pri dekletih je Janica zmagala tako rekoč 8. zapored na 8. slalomski tekmi, na kateri se je pojavila, seveda je vmes bila poškodovana. Pri moških pa se je po 34 letih zgodovine svetovnega pokala v alpskem smučanju zgodilo, da so bili na prvih 5 mestih tekmovalci iz ene države. Nov list v zgodovini so danes obrnili Reich, Schönfelder, Mat, ter Zer in Albrecht. Takoj za njimi pa Mitja Kunc. V zgodovini tekem za svetovni pokal v slalomu se vse do danes ni zgodilo, da bi prvih 5 mest zasedli tekmovalci iz ene države. To je prvič uspelo Avstrijcem na 4. slalomu sezone v Vengnu. Za zmagovalcem Benjaminom Reichom, ki je vodil tudi po prvem teku, sta na stopničkah stala še Rainer Schönfelder kot drugi in Mario Mat kot tretji. Četrti je bil Florian Zer, peti pa Kilian Albrecht. Trenutno so Avstrijci sigurno najboljši in zaenkrat je to tudi realna slika. Ni realno, da so na prvih 5 mestih, saj bi naši z malo več sreče, pa tudi najbrž kakšen tuj tekmovalec lahko pomešal malo karte med temi Avstrijci. Mitja Kunc je bil tisti, ki se je prvi postavil za četico 5 Avstrijcev. Lahko bi bilo bolje, saj je bil po prvem teku celo na 3. mestu. No na koncu je za vodilnim Reichom zaostal že za 2,5 sekunde. Nasploh so bili Slovenci po prvem teku v boljšem položaju, saj se jih je kar 6 uvrstilo v finale. No na koncu sta poleg Kunca zdržala še Pavlovčič s 14. in Grubelnik s 15. mestom. Jaz mislim, da je stanje v ekipi boljše, kot je bilo v decembru. Lahko z optimizmom zremo naprej in mislim, da bomo do tiste najpomembnejše tekme v začetku februarja še v boljši formi, še v boljšem stanju. Kar se tiče pa Kunca, jaz mislim, da je trenutno naš najboljši Jure Košir, ki danes ni imel sreče, v prvem teku je odstopil, bil pa do mestnega časa naš najhitrejši. Seveda je pa na današnji tekmi Mitja Kunc odpeljal 2 odlični vožnji, drugo v spodnjem delu malo slabše, vendar smo z njegovim učinkom zelo zadovoljni, prav tako pa tudi z rezultatom Pavlovčiča in pa Grubelnika. Tudi v našem ženskem taboru je stanje boljše, kot je bilo meseca decembra, saj smo imeli vse 3 najboljše slalomistke med prvo deseterico. Urška Hrovat je bila 4., Špela Pretnar 7., Alenka Dovžan pa 10. Zmagala je kdo drug kot Janica Kostelić.
In vodja ženskih reprezentanc v alpskem smučanju je nocoj naš gost, Dušan Blažič. Dober večer. Dober večer. Slišali smo za uvrstitve naših, na 4. mesto Hrovatova, najboljši letošnji rezultat, Dovžanova 10. mesto, prav tako Špilino 7. pa drugi najboljši. Se strinjate s tem, da je to izvrsten ekipni uspeh? Ja, sigurno. To, kar so dekleta danes pokazala, jim je samo za čestitati. Če gledam kot celo ekipo, je dala res maksimum od sebe v tem stanju, trenutno kakor so. Lahko bi bilo mogoče še malo boljše, kajti Urška je imela zadnjih nekaj dni težav z virozo, prej hrbet. Jaz sem vesel, da so punce danes pokazali res tisto, kar znajo. Vem pa, da so sposobne sigurno še dodati tisto piko na i, da bi končno prišli tudi na te stopnice. No, omenili ste dobre uvrstitve glede na stanje, v kakršnem so, ampak za Urško se zdi, da vsakič, kadar je malce prehlajena, doseže dober rezultat. Ja, Urška je znana kot res, ona pokaže na tekmi več, kot na treningu kaže. Je tista prava šampionka, na tekmi se zna zbrati, sploh pa na tekmah, ki so pomembne, to je svetovni pokal ali pa tekme za svetovno prvenstvo, olimpijske igre. In jaz upam, da bo tudi to pokazala v letošnji sezoni. Čeprav lahko rečem, tudi ostale so že dozorele, Špela je pokazala to lansko leto. Sigurno je težje braniti, kot pa napadati te dobre uvrstitve od lanske sezone. Ampak jaz mislim, da se ta ekipa sedaj nekoliko sestavlja. Forma v slalomu se sigurno izboljšuje. Ni še tisto popolnoma vrhunsko, ampak to sem siguren, da bo prišlo v pravem času. Verjetno je bila nad 10. mestom še posebej navdušena Alenka. Ja, ta Alenka, ona je sposobna dosegati vrhunske rezultate, tako v slalomu kot v veleslalomu. Jaz upam, da ta 10. mesto današnje tekme bo velika spodbuda in pa tudi zaupanje v samo sebe, kajti ona izgleda, da rabi nekaj dobrih rezultatov na tekmah, kajti na treningih jih ima kar nekaj. Pa da to potem skupaj sestavi in jaz mislim, da je s tem 10. mestom danes dobila dovolj samozaupanja in da bo dosegla še kakšno mesto boljše. No, vsaj pri dekletih se dogaja, da običajno od januarja dalje dosegajo boljše uvrstitve kot na samem začetku sezone. A bi lahko tukaj govorili o kakšnem tempiranju forme, sploh ker je v februarju na sporedu svetovno prvenstvo? Ja, sigurno. Jaz ne bi rad govoril o tempiranju forme, kajti mi smo želeli doseči dobre rezultate že v decembru. Ampak jaz moram povedati po teh izkušnjah iz zadnjih 2 sezon, da je koledar teh tekem v decembru za dekleta izredno naporen. Praktično od 18. ali 19. november pa vse do 30. decembra so se vrstile tekme, lahko rečem, po tekočem traku, tako da enostavno ni bilo nobenega premora, da bi tekmovalke imele čas za regeneracijo in pa potem tudi za kakšne treninge, da se te napake, ki se kažejo na tekmah, da se jih da odpraviti, korigirati z dobrim treningom. Jaz mislim, da je tukaj največji problem. To ni samo v naši ekipi, to se pojavlja tudi v drugih ekipah. Je veliko nihanja v decembru od tekme do tekme in pa tudi od discipline do discipline. Letošnja zima je bolj kot ne zelena. Ponavadi ste lahko veliko trenirali vsaj v Kranjski Gori ali pa v Mariboru na Pohorju, zdaj se veliko selite, pa tudi razne odpovedi tekem. To moti ritem tekmovalk ali so že tako navajene na ta potovanja, da se jim zdi to nekaj vsakdanjega? Ja, nekatere tekmovalke so navajene, nekatere niso. Vsekakor je pa velika prednost, če lahko treniraš doma, kajti imaš sigurno, lahko rečem, to ugrajeno progo, na kateri se počutiš varno, noben te ne podi smučišča, tako da ti lahko pač treniraš res tako, kot se trening spodobi. Kamorkoli gremo, smo vedno vezani na urnik v decembru, sploh tlele okrog Božiča, pač kolikor časa smo imeli za trening, smo ga porabili v tujini, sploh v letošnji sezoni, in tam si omejen na uro 10, ob 10 se ti moraš iz smučišča pobrati in to je vse, kar lahko tisti dan narediš. Če si pa doma, imaš časa dovolj, se lahko skoncentriraš na ta trening, si greš lahko gledati video in te stvari. Vsekakor je to v letošnji sezoni zelo, kako bi rekel, težka okoliščina. Danes med 10-terico 3 tekmovalke.
Pred tednom dni pa je odpadla tekma pod Pohorjem Zlata lisica. Trener Grašič je bil mnenja, da neupravičeno, da bi tudi tam lahko naše podobno presenetili oziroma odigrali podobno dobro vlogo. Kaj pravite vi? Jaz sem Vam je kaj prepričan, žal za Zlato lisico? vsekakor. To je tekma, ki jo hočeš imeti, pač si jo želiš. Vsaka tekmovalka se želi to tekmo imeti pred domačim občinstvom, je vsekakor drugače tekmovati kot v tujini. Praktično na to tekmo čakaš eno leto in potem tekme ni. Glede teh ocen trenerjev so različna. Jaz sem prepričan, da so se organizatorji potrudili maksimalno, kar so se lahko potrudili. Se pa strinjam s Pavlom v tem pogledu, da je bila mogoče tekma malo prerano odpovedana. Kajti žirija je že določila, mislim, da je bilo to 15:07 zjutraj, da tekme ne bo. Zlata lisica je tako rekoč vaš teren. Vse oba dni bi lahko rekli, oziroma od petka dalje, pa se je ves čas govorilo samo o Janici Kostelić. Kaj mislite o tem? Ja, tukaj jaz Janici bi lahko samo čestital, kapa dol, ne samo njej, ampak tudi družini, kajti poznamo se že kar nekaj časa in koliko so te ljudje pretrpeli in pa riskirali. Mislim, da je to zelo malo takih športnikov na svetu, tudi v drugih športih, in da se nekaj takega dogodi taki osebi kot je Janica, mislim, da si to popolnoma zasluži. A se vam je to zdelo morda krivično, ker vendarle smo bili v Sloveniji? Glede navijačev, ne, ona je zdaj na Hrvaškem, bila je že 3-krat športnica Hrvaške, tako da je zelo popularna. Mi moramo tudi to vedeti, da je ogromen Hrvatov smuča, da je to priljubljen šport. In mislim, jaz sem prepričan, da bi tudi, če bi tekma bila v Mariboru, da bi tudi naše tekmovalke imele dovolj podpore. Skratka, niste se počutili zapostavljene? Ne, nikakor ne. No, alpsko smučanje ima Janica Kostelić, v moškem delu Hermana Majerja. Recimo v skokih pa je zdaj eno samo ime Adam Mališ. Se vam zdi to dobro za popularnost teh športov ali bi se morala to, ne vem, distribuirati na več različnih imen? Ja, to je zdaj različno, odvisno kako šport gledaš. Če bi bil jaz trener Adama, bi bil zelo vesel in si bi to želel, da bi to šlo naprej še nekaj let. Ampak vedno je pa v tem vrhunskem športu, so dominacije za nekaj časa, ni pa to rečeno, da bojo ta imena dominirala še naslednjih nekaj let. Vsaka sezona, če lahko govorim za smučanje, prinese eno novo zvezdo. Je pa res, da je Herman Majer zdaj že kar nekaj časa v vrhu. Janica Kostelić je bila že v vrhu prejšnjo sezono, potem se je poškodovala in narediti tak povratek, to so sposobni res športniki s trdno voljo in pa sigurno z velikim motivom, da to dosežejo. Naslednje tekme so v Cortini d'Ampezzo. Kdaj potujete? Za Cortino d'Ampezzo potujemo v torek. Tam na sporedu imamo smuk, super-G in pa veleslalom in Cortina nam ustreza. Lansko leto, če se spomnim nazaj, smo imeli kar, lahko rečem, odlične rezultate in upam, da se bomo tem rezultatom tudi približali. Seveda vam to želimo. Samo še na kratko, seveda glavni cilj svetovno prvenstvo. So se cilji, glede na zadnji uspeh naših deklet, kaj spremenili, kaj povečali apetiti po višjih mestih? Ne, ali ostaja enako, kot ste recimo določili na začetku sezona ali pa ste pogovarjali o tem? Mi imamo pač te plane srednjeročne, lahko temu rečemo, pač je sezona svetovnega prvenstva, naslednja sezona je sezona olimpijskih iger in kar pričakujemo oziroma kar imamo napisano je ena medalja. Zdaj ali to ena pri moških, ena pri ženskah, ampak vsake medalje bomo izredno veseli, ne glede na moške ali ženske. Jaz mislim, da to je motiv vsakega tekmovalca oziroma tekmovalke posebej, da je to sigurno eden največjih motivov v sezoni. Ne bom pa rekel, da so one sedaj tempirane za svetovno prvenstvo, za slalom oziroma veleslalom, smuk, super-G, kajti to je tekma, na kateri je treba dati vse od sebe in je pa zelo pomembna tista dnevna forma, kako se človek na tisti dan ob tisti uri počuti. Je pa tekma, ki jo je treba izkoristiti, to pomeni, da je treba tudi veliko riskirati.
Hvala za pogovor in še enkrat čestitke za ekipni uspeh na današnji tekmi. Hvala lepa. No, smučarji skakalci pa so se ta vikend merili v Harachovu. Novi 2 zmagi je nanizal Poljak Adam Mališ. Jure Radel je bil edini Slovenec, ki je nastopil. Z 21. in 22. mestom je nastopil sila povprečno. No, v skupnem seštevku smučarskih skokov pa je na 15. mestu. Vse bolj zanimiv pa je položaj na vrhu lestvice, namreč Martin Schmidt ima po 9 tekmah le še 57 točk prednosti pred fenomenalnim Poljakom in kot kaže bo letošnji razplet svetovnega pokala prav po zaslugi Adama Mališa še zelo razburljiv. 23-letni Brkati fantič iz Visle na Poljskem je v svetu smučarskih skokov in poletov trenutno razred zase. Za konkurente je podobna uganka, kot je bil pred 4 leti Primož Peterka. Tudi takrat je bil Mališ nekajkrat tik za slovenskim orlom, potem pa je sledila 3-letna kriza, dokaj podobna kot pri slovenskem šampionu. Toda Adam Mališ se je letos vrnil v velikem slogu. Po triumfu na novoletni turneji je v Harachovu nanizal še 3. in 4. zaporedno zmago na tekmah za svetovni pokal. Tisočem poljskih navijačev se je za bučno podporo oddolžil tudi z današnjim rekordom češke velikanke. Pristal je pri 212 metrih in če bo zadržal takšno formo do finala v Planici, bo svetovni rekord Andreasa Goldbergerja prav gotovo v nevarnosti. Poleg tega je ta čas prvi favorit za zlato na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Lahtiju in resen pretendent za skupno zmago v svetovnem pokalu, ki bi pomenila dokončen konec prevlade Martina Schmidta. Nemec je bil sicer v Harachovu z 2. in 3. mestom obakratna stopnička. In tako so na vrsti oglasi, potem se vrnemo in govorili bomo o košarki, pa o rokometu. Naša reprezentanca se pripravlja na svetovno prvenstvo. Reportaže imamo z vztrajnostnega relija Pariz-Dakar in pa zgodbo o uspehu Janice Kostelić, seveda pa tudi nogomet. Fabija, novi razred, nova Škoda. Union Olimpija vas vabi v Madrid na ogled košarkarskega spektakla med Unionom Olimpijo in Realom iz Madrida. Tekma bo v četrtek 18. januarja, odhod pa dan prej. Ljubitelji košarke vljudno vabljeni. Si želite ogledati podelitev Viktorjev v živo? Glasujte za Viktorje 2000 in sodelujte v nagradnem žrebanju. Kličite 090 9192. 24 ur, novice. Vse, kar morate vedeti o aktualnem dogajanju doma in po svetu. Vsako polno uro, sveže informacije, zadnji dogodki. Poslušalce iz Celja in Savinjske doline vabimo k poslušanju Radia Goldi Prebold in Radia Polzela na 89,1 MHz. 24 ur, novice. Zdaj veste. Fabija, novi razred, nova Škoda. In dobrodošli nazaj, drugi del začenjamo s košarko. Olimpija je v četrtek v 9. krogu Eurolige visoko premagala izraelski Hapoel in se tako še utrdila na drugem mestu, takoj za vodilnim Olimpijakosom iz Pireja. No, prav tekme zadnjega kroga pa bodo odločale o končnem vrstnem redu v skupini C. Pravzaprav bo Olimpija sama odločala, ali bo druga ali tretja na koncu, namreč v neposrednem dvoboju se bo to zgodilo z Realom iz Madrida v četrtek. Košarkarji iz Madrida so v domačem prvenstvu na gostovanju premagali
Tau Vitorijo, Ljubljančani pa v državnem prvenstvu visoko Slovan. 9. krog Evrolige pač ni prinesel odločitev, kdo se bo s kom pomeril v osmini finala. Vse skupaj torej predstavljeno na zadnjega 10. Le komu bo Union Olimpije zrla z oči v oči? Kombinatorika je sila zanimiva stvar in trenutno se je moč ubadati z več možnostmi. Dejstvo je le eno, Ljubljančanom tudi letos ostali rezultati niso šli na roko, zatorej o sebi odločajo izključno sami. Če v četrtek proti Realu izgubijo z več kot 9 točkami razlike, bodo samo tretji v skupini C. To drži kot pribito. V neskončni želji, da obdržijo drugo mesto, ki jim v osmini finala prinaša prednost domačega terena, je sinoči v državnem prvenstvu Union Olimpija popolnoma izprašila mladi Geoplin Slovan. Leti so na lastni koži občutili trdo agresivno evropsko košarko. Mislim, da je bilo kakšnih 3000 mladih gledalcev v dvorani, je vplivalo na to, da smo res igrali angažirano obrambo, ki jo pripravljamo praktično že za Real. Se pravi, čvrsto, trdo na celem terenu, z veliko igralci. No, danes so malo večjo minutažo dobili tek, ki jo v tem trenutku rabijo, zlasti Brezdec, pa Arsič, ki je igral zadnje tekme malo manj, pa Jerzy Velš in Beno Udrih, se pravi, da mi je uspel tudi več minutaže dati tem vandom. Real v zadnjem času deluje res izvrstno, predvsem so se Đorđević in kompanija izkazali v nekaterih končnicah, ki so se vključno zadnjo proti Benettonu vse končali v njihovo korist. A pred zadnjim krogom rednega dela velja omeniti še eno različico morebitnega končnega stanja. Denimo, da Ljubljančani uspešno odigrajo v Madridu, hkrati pa Hapoel s popolno postavo preseneti Olympiakos, ki bo igral brez Dina Radže. V tem primeru Union Olimpija postane najboljša v skupini. Vse lepo, a bodimo objektivni. Morda smo se malce preveč uživeli v predvidevanja, a kot smo že dejali, vse možnosti so odprte. No, v Real Madrid pač odhajamo na naslednjo tekmo in vsekakor odhajamo tja na zmago, kajti z razmišljanjem, če bomo izgubili manj kot 9 točk in da se bomo s tem uvrstili naprej, nimamo kaj iskati tam doli. Kot je nerešeno stanje v naši skupini, je v Miglicah tudi naš nasprotnik v drugem delu. Od 3 potencialnih kandidatov bi si Ljubljančani najbolj želeli Verono, ker je najbližje. Z avtobusom bi se zapeljali 2-3 urce, vendar je najmanj verjetno, da bo Verona. Mislim, da najbolj realno, da bo PAOK, lahko se zgodi, da bo budućnost, sicer pa dejansko še vse odprto, tako v naši skupini kot v sosednji skupini in bo kar treba počakati še par dni. Ob koncu si pogledamo še najboljših 5 akcij 9. kroga Evrolige. Američan Kendrick Warren je bil kljub atraktivnosti premalo, da bi London Towers presenetil oslabljeno Barcelono. Podobno bi lahko dejali za Jorgeja Garbajoso, ki je igral odlično, a Benetton ni imel sreče proti Realu. Po dolgem času je v dresu Olympiakosa spet dobro igral Ignacio de Miguel. Lepa skupinska akcija grškega moštva je bila to. Poražena moštva so imela v 9. krogu več od atraktivnosti kot zmagovalna. Še en dokaz za to je Cibonin Tunđija Vodžobi, ki sam ni uspel ugnati Ajek. Najatraktivnejša pa sta bila Peter Nomoski in Ricardo Pitis, ki ima v porazu Benettona z Realom, v oteho ostaja naziv najakcija tedna. Najboljši košarkarje v Euroligi torej čakajo tako rekoč še zaključni boji od osmine finala dalje. Medtem pa najboljše tenisače čaka še veliko dela. Namreč sezona se šele dobro začenja. Seveda so vsi najboljši zbrani v Avstraliji. Zmagovalca zadnjih turnirjev pred začetkom prvega turnirja za Grand Slam v Avstraliji sta bila v Sydneyju Lleyton Hewitt in Martina Hingis. Gotovo med favoriti tudi za zmago v Melbourneu. Vprašanje pa, če je med njimi mlada Jelena Dokić, Avstralka Jugoslovanka. Namreč pred začetkom je sprožila afero. V prvem krogu bo igrala namreč z Lindsay Davenport. Prepričana pa je, da so ji to tako rekoč nastavili, ker ji mnogi želijo veliko slabega, ampak podrobnejše informacije o tem ima kolega, ki bo dogajanje spremljal v Melbourneu, Grega Šket. V Avstraliji je vroče tako in drugače. Na dan pred začetkom prvega Grand Slam turnirja sezone so v Melbourneu v senci izmerili kar 41 stopinj Celzija. Vremenoslovci za prve dni sicer ne napovedujejo tako neznosne vročine, temperature pa naj bi se vseeno gibale nad 30 stopinjami. Vroče je tudi na teniških igriščih. V Melbourne Parku so že zbrani vsi najboljši igralci in igralke, tudi tisti, ki so ta teden uspešno nastopali na avstralskih in novozelandskih turnirjih. Tisti iz prve lige se na Australian Open najraje pripravljajo na močen turnirju v Sydneyju ali pa na ekshibitijski prireditvi na stadionu Kooyong.
Sydney je v moški konkurenci podobno kot lani spet osvojil domačin Lleyton Hewitt. V ženskem finalu pa je Martina Hingis premagala Lindsay Davenport. Andrea Gassi pa je prvič v karieri osvojil ekshibicijski turnir na obrobju Melbourna. Dan pred začetkom Australian Opena organizatorji že po tradiciji priredijo nekakšno revijo avstralskega tenisa. Tokrat so bili glavni zvezdi Lleyton Hewitt in legendarni Rod Laver, ki sta odigrala nekaj uvodnih točk ob otvoritvi novega stadiona za 10.000 gledalcev, ki so podobno kot centralno igrišče ponaša spomično streho. Rod Laver, ki sicer že več let živi v Kaliforniji, je v domovino prišel na slovesno preimenovanje centralnega igrišča, ki bo po novem nosilo njegovo ime. Glavna novica pa prihaja iz tabora razvpite Jugoslovanke Jelene Dokić, ki se je v Avstralijo zatekla ob začetku vojne na Balkanu in je v zadnjih letih nastopala za avstralsko reprezentanco. Tokrat jo je žreb, ki je za prvo nasprotnico namenil lansko zmagovalko Lindsay Davenport, tako razburil, da se je odločila nastopati pod jugoslovansko zastavo. Avstralci so sicer vedeli, da je Dokićeva lani, ko je bila na obisku v Beogradu, dobila novi jugoslovanski potni list, vendar je vse skozi zatrjevala, da njeni nastopi za Avstralijo niso vprašljivi. Sedaj pa sta Jelena in predvsem njen nori oče Damir obrnila ploščo. Menita, da jih je Avstralija izdala in da jih življenje na celini tam daleč spodaj ne zanima več. Tako so Dokićevi že napovedali svojo skorajšnjo selitev na Florido. Za športno sceno iz Melbourna Gregor Šket. No, edina Slovenka v glavnem žrebu med posameznicami pa je Tina Pisnik. V torek se bo pomerila z Olgo Barabanščikovo. Sledimo oziroma selimo pa se k rokometu. Rokometašice Krima so na tekmi Lige prvakinj včeraj remizirale z madžarskim Gerom. Igralke Valencije so premagale Spartak z 32-30 in so tako po dveh krogih na prvem mestu skupine D. Krimovke so druge, Madžarke tretje, ekipa Spartaka pa na zadnjem četrtem mestu. No, slovenska moška rokometna reprezentanca pa se v teh dneh s polno paro pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo od 23. januarja do 4. februarja potekalo v Franciji. Selektor Matjaž Tominec, ki na tem mestu zamenjal Leopolda Jerasa, žal ne more računati z vsemi našimi najboljšimi, nekaj ključnih mož je poškodovanih in tako je naša izbrana vrsta doživela kar nekaj sprememb. Do kakšnih sprememb je prišlo v slovenski rokometni reprezentanci, zgovorno pričata dva podatka. Kar 7 igralcev, ki so bili v Sydneyju na svetovnem prvenstvu, ne bo. V primerjavi z olimpijskimi igrami pa bo naša izbrana vrsta v Franciji povprečno mlajša za slaba 4 leta. Gremo na prvenstvo z zelo pomlajeno ekipo, vendar pa poškodbe, ki so nastale, teh ne moramo spremeniti in preveč razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi bili, je v tem trenutku tako rekoč nesmiselno. Svetovno prvenstvo je pred vrati, v prvi plan pa prihajajo igralci, ki so še v Avstraliji sedeli na klopi, ter udarni člani naše mladinske vrste. Predvsem slednji napovedujejo novo obdobje slovenskega reprezentančnega rokometa. Mislim, da so tukaj zelo dobri mladi igralci in da se že vidi, da kažejo zelo dobre kvalitete in mi jih tu še spodbujamo in pomagamo. Oni tudi nam in tako da v bistvu delamo eno celoto, tako da ekipa ni slaba in mislim, da gremo lahko z enim optimizmom na svetovno prvenstvo. Vzdušje je fenomenalno, tudi vsi so sami zafrkanti, kot lahko vidite. Tako da jaz glede tega ne moram imeti slabe besede. Čeprav bodo v Franciji največje breme še vedno nosili Beno Lapajne, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec, Andrej Kastelec in Aleš Pajovič, bodo svojo priložnost dobili tudi 20-letniki. Desno krilo Matjaž Brumen, levi zunanji Ognjen Backovič, levo krilo Luka Žvižej, srednji zunanji Uroš Zorman in drugo desno krilo Robert Konečnik. Glede na to, da je ekipa pomlajena, sigurno gre tu za nabiranje izkušenj. Tako sem že pa rekel, za eno dobro igro, pa za eno trdo borbnostjo, pa lahko tudi naredimo en dober rezultat. Mislim, da bomo dali vse od sebe, da bomo naredili en dober rezultat, pa da bomo v javnosti pokazali, da tudi mladi lahko nekaj naredimo. Pa vseeno bo to izkušnje za potem mladinsko svetovno prvenstvo, ki bo v Švici poletje. Reprezentanca ima perspektivo, da so igralci, kateri lahko še bi rekel, najmanj 7-8 skupaj igrajo, da je treba formo reprezentance glede na odgovarjajoče igralce še formirati. Vsi predstavniki mlade generacije imajo poleg zgodnega štarta v reprezentanci še en skupni imenovalec. V svojih klubih, natančneje v Celju in pri Prulah,
ne dobijo veliko priložnosti, saj na njihovih mestih igrajo starejši in izkušenejši igralci. Veliko se naučiš od starejših igralcev, izkušenih, veliko izkušenj dobiš, Klesta, Ficko, Šimon, tako da jaz mislim, da je vse pozitivno, konkurenca, izkušnje, vse dobiš, no. Je tudi konkurenca zdrava, pravijo. Tu pa tam dobi kak priložnost, ne, v Sloveniji je pa zelo veliko mladih igralcev, ki bi se morali dati in tole je en velik plus za njih in tu imajo sam šanso, da se dokažejo in da pokažejo, kar so, ne. Do štarta z Ukrajino je ostalo še 9 dni. Največji del priprav na svetovno prvenstvo potekal zdaj še v taktični obdelavi napada na 3-2-1, 5-1, 6-0 in pa prehod iz obrambe v polkontro in seveda ravno tako bomo pa poskušali še v teh prijateljskih tekmah otrenirati še obrambo 3-2-1, 5-1 in 6-0. Naši nasprotniki v skupini so poleg Ukrajincev še Saudska Arabija, Norveška, Tunizija in Rusija. In zdaj še enkrat k fenomenu Janice Kostelić, še bomo govorili o alpskem smučanju. Namreč Janica Kostelić je z današnjo zmago na slalomu v Flahavu prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je zmagala tudi v kombinaciji s smukom. No, z 8. zaporedno zmago pa se je s tem rekordom izenačila tudi z legendarno Švicarko Vreni Schneider. Njeno popularnost primerjajo z euforijo in uspehi, ki sta jih pri Hrvatih sprožila pokojni košarkar Dražen Petrović in teniški igralec Goran Ivanišević. O njej, o njeni zgodbi o uspehu med drugim tudi trener Vedran Pavlek in njen oče Ante Kostelić. Povratek Janice Kostelić med najboljše je morda še bolj osupljiv kot njen preboj v smučarski vrh. Po lanski hudi poškodbi kolena so namreč njeni zdravniki napovedali, da je obetavna kariera čudežne hrvaške smučarke najverjetneje zaključena. Nisam imala zbilja nikakav uzor, jer znam da skijaši uglavnom imaju uvijek puno povreda, zanimali smo se kako su se recimo neki vraćali, jer im bilo teško, koliko dugo im je trebalo da se vrate, ali nisam baš imala neki uzor da ću ja baš vježbati po onome kak je neki čovjek vježba. Janici je uspelo nemogoče, kako pa še pred pol leta nemogoč povratek danes vidijo njeni zdravniki? Nisam baš imala neki osobni kontakt, ali preko nekih ljudi tamo što sam čula da su zbilja sretni. Podobno dobre volje so številni hrvaški navijači, ki svojo ljubljenko že postavljajo ob bok legendi alpskega smučanja Vreni Schneider. Čas mi je, mislim, da me uspoređuju s njom, ali mislim da još uvijek ja nisam ni malo blizu njoj, ona je ipak veliki šampion i meni još treba dosta treninga i dosta utrčka da ja postanem kao ona. Vedno je lepo videti človeka, ki ga uspeh ni prevzel. Vodilne slalomistke v svetovnem pokalu nedvomno ni, saj je še danes predana načelom in trdemu delu, ki so jo pripeljali med najboljše na svetu. I like Janica a lot. She's always been really nice, no matter if she's winning or losing, and I just really respect her as an athlete. Even though she's younger than me, we get along pretty well. V bistvu za svoje leta neverjetno kakšna profesionalka je. Tudi, ko se z njo pogovarjaš, nimaš občutka, da je stara 19 let. Pa tudi zelo zanimivo je, kako zna vse te stvari, ki se dogajajo okrog nje, izklopiti in je osredotočena res samo na smučanje. Janica pa tekmice vedno znova preseneča tudi z neverjetno količino treninga. Pravzaprav trenira na povsem svojstven način. Izumitelj tovrstnega pristopa, ki ga je nemogoče posnemati, je Janičin oče Ante Kostelić. Samo en podatek, recimo, ker ni bilo denarja za žičnico, je on kot trener šel peš na ledenik, otroci pa žičnico in on je peš treniral otroke na progi. Zato prav privoščim, da je do tega prišlo, da sedaj lahko tudi pobere malo te smetane. Zanimivo je, da je gips, pod tem imenom je Ante Kostelić znan v športnem svetu, zametke zmagovalne formule našel prav v slovenskem smučanju. To je naša osebna stvar. Mi smo to svojevremeno započeli s jednom idejom. No poticaj nam je svak bil i Slovenija, ne? Odnosno ono doba, zlatno doba se može reći, slovenskog skijanja. To vrijeme i ti događaji iz tog vremena su svak bili za mene jedan veliki poticaj. Čujte, ja to ne moram reći zbog vas i zbog vaše televizije, ne? Dakle, to je istina, ne? Prvotni načrt je vseboval nastope v vseh disciplinah. Po povratku pa v hitrih disciplinah zaenkrat Janica še ne nastopa. Mi bi rado se vratili natrag i u brze discipline, samo moramo imati nekakav oprez. Ja mislim da
mi smo bili dosta smo bili fajteri kod toga, ne. Apsolutno zbog toga jer moramo biti oprezni da se prošle godine to dogodilo što nam se dogodilo, ne. Moramo biti oprezni, moramo čekati još neko vrijeme, ali u nekom drugom slučaju mislim da Janica i svakako i u budućnosti mislimo da će se Janica svakako vratiti na brze discipline jer ona to voli i dok je bila mala čisto i dosta smo mi to trenirali. Kakšno je stanje na Hrvaškem in kako gleda Hrvaška na smučanje v tem trenutku? Ja, Janica je že 3. leto športnica leta na Hrvaškem, zdaj je res v tem trenutku je zvezda, mislim, lahko to mogoče primerjamo s časi, ko je Ivanišević bil v vzponu. Glede same smučarske zveze, tudi mi smo zdaj že bolj organizirani, imamo več ljudi, večji budžet, še vedno nam manjka približno 10-15% sredstev, ampak bomo tudi probali to urediti do konca sezone. Vseeno pa je položaj danes, predvsem po zaslugi družine Kostelić, povsem drugačen kot v letih, ko so Hrvati v smučanju videli eksotično panogo, ki je v domeni Slovencev, in hrvaškega posebneža, kot so poimenovali takratnega reprezentanta Vedrana Pavleka. Nisam očekivala, ne znam, ja se radila sve posao, gledala svi ovo nogomet, ovo ono, sad ste vi bolje u nogometu od nas, ne? In tako smo prišli počasi do konca drugega dela, ki ga bomo zaključili z reportažo z najtežjega vztrajnostnega relija na svetu, Paris-Dakar. Nekaj dni je bil z najboljšimi off-road vozniki na svetu tudi kolega David Stropnik. In v naslednjih minutah bo skušal odgovoriti prav na to vprašanje, zakaj to preizkušnjo označujejo za najbolj peklensko med vsemi. Prvi del relija do srede Mauretanije je prinesel mnoge preobrate, nesreče in tudi spektakularne vožnje, ter tako že upravičil sloves najtežje in najprestižnejše vzdržljivostne dirke na svetu. Po 2 letih vladavine tako Jean-Louis Schlesser ni več v favoriziranem položaju in lovi hitre Mitsubishi v rokah Masuoke in Jute Kleinschmidt. Med motoristi sta stara rivala in favorita Richard Sankt in Juan Roma, glede na lanskoletno dirko medsebojno zamenjala znamki motorja in se tokrat ponovno udarila na nož. Bueno, cuesta no, lo que pasa que sí que el Dakar tiene que cuando te pones el casco, pues estás tú contra todo y contra todos, ¿no? Estás mirando para adelante, solamente ves una pista muy grande, un desierto muy grande que tienes que intentar pues llegar primero al otro lado, al otro control y vas muy solo, ¿no? Aunque a veces pues tengas tus compañeros al lado, pero bueno, la apartado de motos en el Dakar, pues sí, realmente estás siempre solo y tienes que solucionarte tú mismo los problemas, tienes que tomar tú mismo los caminos a seguir, o sea, bueno, es parte de la carrera, ¿no? In velik del dakarske dirke so tudi odstopi, kar sta tako Roma kot Sankt občutila v nesrečni 10. etapi. Roma s potrganimi kolenskimi vezmi, Sankt pa z uničenim motorjem. Tako je vodstvo prevzela manjša horda KTM-ov na čelu z Meonjem, dvovaljnim BMW-jem pa s 3-urnim zaostankom ne kaže nič kaj dobro. Zato pa letos odlično kaže Husqvarni, ki je v posvojitvi vseh mogočih naslovov v svetu endura in motokrosa do še nedoseženega cilja dakarskega relija kot prvi zelo uspešno pelje Slovenec Miran Stanovnik. A kaj utrujenosti po današnji dolgi etapi? Ja, majhen je, zato ker je bila naporna in skozi je bilo treba imeti motor na rokah, nekako skozi je bilo treba dvigovati, skozi je bil en kamen, tako da jaz upam, da nisem preveč uničil motor. Motor mu kljub temu odlično služi, še bolj pa mu pomaga nekaj drugega. Miran, letos imaš s seboj tudi spremljalno ekipo, ki ti sabo vozi tudi tale udoben kavč. Kako je? Ja, mislim, da tudi brez kavča bi bila ta ekipa zelo dobrodošla, zelo pomaga, vendar moram reči, da za razliko od prejšnjih let je to izreden napredek v kvaliteti, v sami nekako pripravi motocikla. Kavč je seveda bolj ali manj šala v tem surovem okolju naporne dirke, pravo pomoč pa predstavlja predvsem Zupinov mehanik Ludwig Hofbauer, ki Miranu pomaga pripravljati in popravljati motor in pa v bistvu celotna spremljevalna ekipa. Tale avto Toyota Land Cruiser spremlja Mirana Stanovnika na reliju Paris-Dakar. V njej tovorimo vse potrebno, da lahko Miran v miru dirka. Tako da se ne rab obremenjevati preveč s tem, a bo dobil v taboru gume, a bo lahko zamenjal olje, a bo lahko karkoli postoril. Noter imamo vso njegovo opremo, gume in pa seveda tudi so potrebno novinarsko opremo od prenosnega računalnika do satelitskega telefona. Vendar pa je reli zelo težavn seveda tudi za spremljevalno ekipo, ki obenem prva uradna slovenska avtomobilska udeleženka najtežjega vzdržljivostnega relija.
reduktor, zapore diferencijala, vse smo mogli uporabiti, da so prišli čez tisti pesk, full gas, skozi. Jaz sem mislil, če bi en rekel, da Elvis še zmeraj živi, bi mu verjel. Res, zato je, ker toliko je bilo težko, da to je nemogoče. Kamioni, ki so take kolesnice naredili, da to si ne moreš predstavljati. To globok pesk, avto dobesedno požre noter v pesek. To pa je na dakarskem reliju vsakdanjica tudi za vse tekmovalce in zato so tudi prihodi v ciljni tabor velikokrat zelo pozni. Z nočjo se seveda vse samo oteži in tedaj se na dirki dogaja vse mogoče. Popravljanju motorjev ali iskanju poti se izognejo samo najboljši, ki se lahko predajo večeri na razvedrilnemu programu lokalnih plemen. Največji problem rallyjev je to, ko so včasih etape, ki so zelo dolge, zavlečejo v noč, in takrat si utrujen tako zelo močno, da v bistvu niti šotora ne moreš postaviti. Lahko samo zaspiš v spalni vreči in potem se spet čez kakšno uro zbudiš in greš na štart. A je ura 3 po noč zjutraj ali je ura 7, sploh nima nobene veze. Mi smo tukaj zato, da dirkamo. In dirka se bo v takem divjem tempu nadaljevala še en teden, še nekaj tisoč kilometrov brez poti do končnega cilja v Dakarju. No, zdaj se bomo privoščili kratek predah, potem pa sledi reportaža z finalnega turnirja v malem nogometu na odboj in pa priprave Olimpije in Maribora na spomladanski del sezone. Akcent All Season s 4 letnimi in še 4 zimskimi pneumatikami, s klimo, zračno blazino in še in še. Akcent All Seasons, avto za vse čase. 24 ur, novice. Vse, kar morate vedeti o aktualnem dogajanju doma in po svetu. Vsako polno uro, sveže informacije, zadnji dogodki. Poslušalce iz Ljubljane in Gorenjske vabimo k poslušanju Radia Salomon na 101,6 in 87,7 MHz. 24 ur, novice. Zdaj veste. Renault Clio. Zmore več, porabi manj. Emilija Kovačič, Jerži Velš, Slavko Kotnik, Beno Udrih, Jurica Golemac, Mindaugas Žugauskas, Stani Bečirovič, Petar Arsič, Wolf Jordan, Primož Brezec in Smago Sakadin. Na prostosti vsak četrtek ob 20. Prava košarka je doma na kanalu A. No, v zadnjem delu pa govorimo o nogometu. Najboljša slovenska moštva so namreč ta teden začela s pripravami na spomladanski del sezone. In v začetku tedna je odjeknila novica, da se makedonski reprezentant Artim Šačeri seli k primorskemu prvoligašu, k Hitu Gorici. Primorci začnejo jutri s pripravami. No, ta odhod Šačerja v Gorico je bil nekoliko presenetljiv, saj so se z njim pogajali tudi pri Olimpiji. No, in o tem pa več že v naslednjih minutah. Obiskali smo namreč tako tabor Olimpije kot Maribora, oba z enim samim ciljem v letošnji sezoni osvojiti naslov prvaka. Ljubljančani, ki so po 6 letih ponovno osvojili jesenski naslov, so s pripravami na spomladanski del sezone začeli v četrtek. Na prvem treningu je bilo prisotnih 31 nogometašev, tudi vsi 4 novinci, ki so zaenkrat podpisali za Olimpijo. To so Darko Karapetrovič, Miloš Popivoda, Bojan Jamina in Goran Jolič. Ko osvojitev dvojne krone za Olimpijo, vemo, da smo v pokalu igri, tudi v prvenstvu smo na prvem mestu, tako da trda bo, ampak vse pravim, jaz upam, da bomo vsi skupaj zdravi, da bomo začeli te priprave smo v redu in da bomo končali tako, da bomo na koncu sezone vsi zadovoljni.
Bežigrajčani so si v svojih vrstah želeli še Artima Šačirija. 27-letni makedonski reprezentant bo to pomlad igral na slovenskih prvoligaških zelenicah, a ne v dresu Olimpije, kot je sprva kazalo, temveč obranil barve Hita Gorice. Olimpija ima čas za morebitne nove okrepitve do 1. marca, ko se konča prestopni rok. V tem trenutku pač ni na vidiku neka druga rešitev. Naša želja je bil Šačiri, vendar zgodilo se je malo drugače, kot smo mi želeli. Vendar kljub vsemu še vedno kot ste dejali, do 1. marca so opcije še odprte. Trener Bojan Prašnikar pa na pomlad najverjetneje ne bo mogel več računati na usluge Alena Škora, saj si ta želi zapustiti zmajčke. Škora se je ta teden res da mudil v Ljubljani, a je medtem že zapustil. V slovenski prestolnici pa so ostali njegovi zastopniki na pogajanjih z Olimpijo. Tudi to pot pa ni šlo brez tako imenovanih sovražnih prevzemov med obema slovenskima najtrofejnejšima kluboma. Res da pa selitev Martina Magistra, svetovno priznanega strokovnjaka, ki skrbi za telesno pripravljenost, ni bila tako odmevna kot nekatere prejšnje. Mariborčani so s pripravami začeli med prvimi že v ponedeljek. Mislim, da naša momčad ima dosta prostora za napredak, zbog toga smo možda i krenuli nešto ranije sa pripravama. Već prvi trening je pokazao da su igrači se zaželili, ako ništa drugo, jedni drugih i mislim da će teći sve u najboljem redu. Prvi cilj vijoličastih je jasen, ponovno osvojiti državno prvenstvo. Za ta namen so Štajerci kupili dva bosanska reprezentanta, Samira Dura in Faruka Ihtijarevića. Čekamo puno, ako Bog da svi zajedno udružimo snage i da ponovimo prošlogodišnji uspjeh. Pa očekujem normalno da se nametnem stručnom štabu, da dam jedan svoj doprinos u osvajanju nove titule. Nadam se da ću se od sebe da izborim mjesto u ekipi, mada je konkurencija izuzetno teška. Na novo bo dres vijoličastih nosil še Boštjan Zemljič. K boljšim rezultatom Maribora naj bi prispeval še Simon Rudež, ki bo imel podrobno gledom jedilnik nogometašev. Zagotovo bo Maribor po zimskem premoru močnejši kot jeseni, saj se bosta v kratkem ekipi pridružila tudi Dejan Đuranović in Marinko Galić, ki pa trenutno delata še po posebnem programu. In za konec še reportaža z finalnega turnirja Lige prvoligašev v nogometu na odboj. Tretjič so že organizirali ta turnir, tokrat finalni v Kopru, in končal se je s presenetljivo zmago publikuma. Sicer sta bila na vrhu že Maribor, Pivovarna Laško in Olimpija. V prvem polfinalnem obračunu je vijoličasti Maribor Pivovarna Laško dobro začel proti Celjanom. Nastja Čeh je takole zadev v uvodnih minutah in pokazal, da je bil danes razpoložen za igro. Toda Matjaž Štancar je dosegal enega izmed svojih danes 6 golov in ob koncu so se Celjani veselili zmage 4-3 ter poti v finale. V drugem polfinalnem obračunu je domači Koper igral proti ajdovskemu Primorju. Vidimo gol Jukana. In Koper si je seveda izjemno želel zmage na domačem turnirju. Na drugi strani odgovor Gorana Vincetiča, izjemen gol. Primorje je zmagalo s 5-4 in pred odločilnimi obračuni so prišle še kako prav simpatične plesalke Oksa tima. Za tretje mesto sta se potem pomerila Maribor Pivovarna Laško in Koper. Maribor Pivovarna Laško v rumenih dresih. Videli smo kar 18 golov, tukaj je gol domačega vratarja Hasića, ki mu je pomagal mariborski branilec, pa napad Mariborčanov, ki so se ob koncu veselili tretjega mesta, zmage 10-8. Nismo nekaj napadali brez veze, malo smo počakali in potem pa, ko so začeli padati zadetki, potem pa je šlo kot po tekočem traku. Jaz sem malo razočaran, pa ne zato, ker smo četrti, kajti tukaj je le kvaliteta, mislim, da smo vsi zaslužili in prvo in četrto mesto, ampak predvsem me moti to, da je bilo sojenje katastrofalno, da je bilo sojenje ne fair, kajti mi smo imeli igralca na tleh dvakrat, v dveh tekmah smo zaradi tega izgubili. V finalu sta šla na polno CMC publikum v rumeno-modrih dresih in Primorje v črno-modrih. Videli ste gol Križnika. CMC publikum je najavil lov na glavno lovoriko. Štancar je takole premagal ajdovskega vratarja, prvi strelec s 6 goli. Mislim, da smo danes pokazali resnično najlepši nogomet in pa v finalu posebno po domače povem, da to dobro moštvo Primorja. Ob zmagi 8-3 so Celjani imeli tudi najboljšega vratarja turnirja, Mojčinovića.
Najveća ocena je ocena publike koja je bila realna i na koncu je aplaudirala nama. Mislim da smo zasluženo odigrali, da je taj turnir bio izredno kakovosten. Koper je sicer bil zadnji, a imel je najboljšega igralca turnirja Čavševića. Ja, malo zadoščenja je, niti ne, ker pričakoval sem vsaj, da bomo v finalu, ne pa na koncu, da bomo končali na 4. mestu. Na drugi strani so si igralci CMC publikuma zasluženo razdelili $500,000 nagrade. In to je vse, ampak samo za nocoj. Naslednji teden se vračamo in ste seveda vabljeni v našo družbo tudi vi. Lahko noč. Novi časi, novi športi, nov razred. Fabia, nova Škoda.